Torej, spoštovani gospod minister, spoštovani predsednik združenja, spoštovani podporniki, veseli me, da vas lahko pozdravim na tako pomembnem dogodku za slovensko gospodarstvo. Medtem ko so bile lani na oktobrskem vrhu slovenskega gospodarstva slovesno sprejete in podpisane smernice korporativne integritete, ki postavljajo sodobne standarde poslovne kulture, je čas, da enako storimo tudi na področju korporativnega upravljanja. Posebej za nejavne družbe, kajti korporativno upravljanje skupaj s poslovno kulturo je postalo osrednja točka vseh pogovorov o težavah, s katerimi se srečuje gospodarstvo v Sloveniji. Bodisi, da gre za nezmožnost pridobivanja finančnih virov, administrativna bremena, težave z iskanjem novih poslovnih partnerjev, davčna bremena, investicije. Za vsem tem se poleg odgovornosti države skrivajo tudi nezdrava korporativna razmerja, ki onemogočajo hitre odgovore na spreminjajoče se razmere na trgu in posledično seveda tudi večjo konkurenčnost. Dobro korporativno upravljanje ne pomeni samo minimaliziranje rizika v primeru poslovnega neuspeha ali iskanje krivcev v primeru poslovnih goljufij. Je ključna predpostavka za izboljšanje ekonomske sposobnosti, zagotavljanja dostopa do kapitala in izboljšanja investicijske klime. Zato želimo danes pripraviti osnovne gradnike korporativnega upravljanja vseh družb, ne glede na njihovo velikost, dejavnost ali tržno prisotnost. Takšno ogrodje pa pomeni most zaupanja, transparentnosti in odgovornosti med lastniki, vlagatelji, financerji, zaposlenimi, poslovnimi partnerji in družbami. To ogrodje nam omogoča postavljanje jasnih dolgoročnih ciljev in na drugi strani opredeljuje tudi način in sredstva za doseganje teh ciljev. Dobro korporativno upravljanje mora zagotoviti ustrezne spodbude za poslovodstvo pri zasledovanju ciljev, ki so v interesu družbe in njenih lastnikov, in mora zagotavljati tudi ustrezen nadzor. To lahko storijo družbe samo s pomočjo jasnih pravil in priporočil, kot posledico pa lahko pričakujemo tudi nižje stroške kapitala. Družbe pa s takšnim kodeksom opogumljamo, da svoje vire uporabljajo čim bolj učinkovito in s tem spodbujajo rast. Izboljšanje korporativnega upravljanja pa je vsakodnevno delo, ki mora upoštevati spremembe v strukturi lastništva, financiranju in tehnološkem napredku. Slovenske družbe bodo s tem kodeksom lahko postale enakovrednejši poslovni partner, kredibilnejši vlagatelj z domačim in mednarodnim ugledom in predvsem zaupanja vreden kreditojemalec. Finančne inštitucije morajo prepoznati prednosti dobrega korporativnega upravljanja in na podlagi tega, poleg finančnih in poslovnih tveganj, presojati verodostojnost in kreditno sposobnost posamezne družbe. Stopnja pomembnosti prepoznavanja osnovnih načel dobrega korporativnega upravljanja je vedno pomembnejša tudi za investicijske odločitve. Če želijo podjetja žeti sadove globalnega trga in če želijo privabiti dolgoročni kapital, morajo biti tudi pravila korporativnega upravljanja kredibilna, razumljiva in v skladu z mednarodno sprejetimi načeli. Zato bomo tudi mi v okviru priprave kodeksa upoštevali mednarodna sprejeta načela, še posebej OECD-jeva. Pričakujemo, da bo kodeks povečal zavedanje o pomembnosti dobrega upravljanja pri družbah in da bo posledično dejansko prinesel zdrave spremembe slovenskemu gospodarstvu in gospodarskemu okolju v Sloveniji. Kodeks lahko postane osrednja točka, po kateri bodo tuji investitorji ocenjevali primernost slovenskega gospodarskega okolja. Skupaj s smernicami korporativne integritete pa tudi stičišče zaupanja vrednih, transparentnih in odgovornih družb. Zato današnji dogodek predstavlja več kot le podpis sporazuma, predstavlja voljo in željo gospodarstva, da stvari postavi na pravo mesto. To lahko storimo le s sodelovanjem, zato sem vesel, da danes z nami sedijo predstavniki države, gospodarskih združenj, družb in tako zasebnih kot državnih, kot tudi predstavniki finančnega sektorja, vsi, ki vidimo, da je naša skupna prihodnost lahko svetla in uspešna. In naše delo na tem področju
se šele začenja. Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, spoštovani kolegi, današnji podpis sporazuma o oblikovanju referenčnega kodeksa upravljanja za nejavne delniške družbe in sodelovanje med Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, Gospodarsko zbornico Slovenije in pa Združenjem nadzornikom Slovenije razumem kot pomemben premik pri prizadevanjih naravne državne civilne družbe za izboljšanje korporativnega upravljanja v Sloveniji. Gre za zelo pomemben segment družb, ki so po svoji naravi velika ali srednja, tudi družinska podjetja. Zaveza na spoštovanju kodeksa upravljanja se je doslej namreč nanašala samo na borzne in pa na državne družbe, kjer imamo dva referenčna kodeksa. Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki velja za približno 60 javnih delniških družb, ki so uvrščene v kotaciji Ljubljanske borze, in pa kodeks upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki se spreminja in ga na nek način upravlja SDH. Le-ta velja za več kot 100 družb, kjer ima Republika Slovenija svoj delež. Poskušal bom v naslednjih stavkih opisati razvoj avtonomnih pravnih aktov, ki poskušajo usmerjati korporativno upravljanje v Sloveniji in ki v resnici pomenijo ključne strokovne podlage za razvoj korporativnega upravljanja, pri katerem je Združenje nadzornikov Slovenije vedno vsebinsko sodelovalo. Oblikovanje učinkovitega sistema upravljanja je enako pomembno tudi za nejavne družbe. Torej družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu in niso v lasti države. Te družbe predstavljajo kar 99% vseh družb v Sloveniji. Ustvarjajo največ delovnih mest in bruto domačega proizvoda, zato so izrednega pomena za konkurenčnost Slovenije. Mnoga slovenska uspešna podjetja se z aktivnim upravljanjem enostavno ne ukvarjajo, ker so usmerjena predvsem, in to je v začetnem obdobju nastajanja podjetij, predvsem majhnih in srednjih, v izvajanje gospodarske dejavnosti, torej poslovanja. Z večanjem števila zaposlenih, vključevanjem novih partnerjev ali z novimi zahtevami na trgu se pogosto zgodi, da upravljalski sistemi, ki so razviti v tej družbi ponavadi intuitivno, ne ustrezajo potrebam družbe in poslovanja. To lahko pripelje do velikih tveganj in stagnacije ali celo nazadovanja družb. Krizne razmere pa so lahko za družbo ob odsotnosti jasno razmejenih in definiranih odgovornosti do drugih deležnikov ter brez ustreznih institutov upravljanja, vodenja in nadzora za obvladovanje tveganj povezanih z upravljanjem usodne. Spremembe zahtevajo torej nov pristop in drugačen način upravljanja podjetij. Bistvenega pomena je, da lastniki družbe ne razumejo družbe kot svojo last, pač pa se zavedajo, da je le-ta samostojna pravna oseba. Z razvojem družbe je torej nujna vse večja profesionalizacija pri vodenju in nadzoru. Trend profesionalizacije vodenja in nadzora družbe je v največji meri odvisen od osebne zrelosti lastnika, podjetnika in življenjskega cikla, tudi zrelosti samega podjetja. Mnoge gazele so na primer v določenem trenutku življenjskega cikla podjetja ubrala eno od različnih možnih poti ali jih je k temu primorala določena okoliščina, kot je na primer vstop strateškega partnerja. Tveganja so v takih primerih večinoma že vnaprej znana. Mednje sodijo na primer težave pri zagotavljanju nasledstva, situacije, ko rasti poslovanja ne sledi interna organizacijska struktura, odhod ključnih kadrov zaradi neustrezne motivacije. Če je več družbenikov, ki se jim po določenem času spremenijo interesi in cilji, je lahko z izstopom enega izmed njih, na primer ustanovitelja, ogrožen obstoj podjetja ali gre podjetje v prodajo. Najučinkovitejši pristop je torej, da lastnik dovolj zgodaj vzpostavi sistem upravljanja, ki mu služi kot orodje za upravljanje tudi takih tveganj. Razloge za potrebo po izboljšanju upravljanja družb lahko torej razdelimo na zunanje in notranje razloge. Med zunanje razloge sodi zlasti pritisk javnosti, ker pri nejavnih družbah ni regulatorov in nadzornih institucij in so deležniki, ki so udeleženi pri tem, manj zaščiteni. Se slabosti na področju upravljanja pogosto izpostavljajo v obliki javnih pritiskov, škodljivih člankov in izgube dobrega imena podjetja, ki je za podjetje vedno izrazito pomembno. Poleg tega imajo na tem področju vedno večjo vlogo banke, kar je moj predhodnik že omenil, ki dostop do dolžniškega kapitala vse bolj pogojujejo z ustreznimi upravljalskimi strukturami. Med notranje razloge spadajo zlasti težave pri zagotavljanju nasledstva, situacija, ko rasti ne sledi interna organizacijska struktura, razmejitev vlog in najem profesionalnega menedžerja in pa želja po profesionalizaciji nadzora. Za razliko od javnih delniških družb in državnih družb,
pa kljub njihovemu pomenu za nejavne družbe do pred nekaj leti ni obstajal noben strukturiran vir dobre prakse njihovega upravljanja, ki bi bil izrecno usmerjen na posebnosti teh družb. Leta 2009 smo kot Združenje nadzornikov Slovenije sodelovali pri nastajanju evropskih smernic na tem področju, vendar zaradi posebnosti dvotirnega sistema, te so bile pripravljene za enotirni sistem upravljanja, teh smernic nismo mogli enostavno prevesti, ampak smo jih morali na novo napisati. Prej omenjeno vrzel je naše združenje s smernicami upravljanja za nejavne družbe v letu 2012 zapolnilo, vendar je njihova uporabnost ostala omejena. Nov kodeks, ki bo nastal iz teh smernic dobre prakse, bo zasnovan tako, da se bo nejavnim družbam omogočilo postopno vpeljevanje ustreznih upravljalskih praks na čim bolj enostaven način. Ker so nejavne družbe zelo raznolike, tako glede na pravno obliko, DOO ali DD, kot tudi glede na obseg poslovanja in kompleksnost, bo struktura novega kodeksa taka, da se omogoča njihova učinkovita uporaba v različnih družbah, tudi po njihovi organizacijski in pravni obliki. Upam, da nam bo skupnimi prizadevanji vseh treh partnerjev in sodelovanju z družbami uspelo izboljšati razumevanje in znanje na tem področju, kot tudi sistem upravljanja teh družb. Gospodarstveniki, gospodarstvenice, moram povedati, da mi je veliko čast in veselje, da lahko danes skupaj z obema partnerjema podpišem sporazum o sodelovanju pri pripravi kodeksa upravljanja za nejavne družbe. Verjamem, da sodelovanje gospodarstva in stroke pri njegovi pripravi zagotavlja, da bo prispeval k boljšemu upravljanju nejavnih družb ter s tem k krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Kodeks mora zagotavljati jasna razmerja med poslovodstvom, nadzorniki, ustanovitelji in drugimi družbeniki. Le zavedanje poslovodstva, da mora delovati korist družbe, zagotavlja njeno dolgoročno uspešnost. Tako vodenje krepi zaupanje posojilodajalcem in daje investitorjem zagotovilo, da bo njihova naložba v nejavno družbo varna, čeprav nimajo možnosti hitrega izstopa iz nje. Jasna določitev pristojnosti poslovodstva, nadzornih organov in družbenikov pomeni tudi jasno določitev njihovih odgovornosti. Zakon o gospodarskih družbah že določa temeljna pravila, ki bo kodeks moral še nadgraditi. Predlog ZGD-1 širi krog družb, ki bodo zavezane razkriti sistem upravljanja v letnem poročilu in pripraviti izjavo o upravljanju. Do sedaj so bile k temu zavezane le družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. Po novem pa bodo to tudi vse nejavne družbe, ki so zavezane k reviziji. Priprava novega kodeksa za nejavne družbe bo torej del procesa oblikovanja dobrih praks upravljanja. Za uspeh kodeksa pa je pomembno tudi to, da bo razumljiv in uporaben. Zato je prav, da pri njegovi pripravi sodelujejo njegovi bodoči uporabniki, saj potrebujemo delovno skupino širokega znanja. V tej luči se vam zahvaljujem za današnji podpis sporazuma in delovni skupini želim veliko uspeha in čim prej pripravljen kodeks upravljanja.